Ker moram paziti na svojo sestrico. Pripelje se boj, se dobimo na igrišču. Zdravo. Zdravo. Zarja. Nimam časa. Da se odmakni. Špela, Špela. Zarja, kaj bi spet rada? Igraj se sama in me pusti pri miru. Ampak Špela, Špela, poglej. Kaj si našla? Timotej, Lam, Manca, poglejte to. Mislite, da ga je to pozabil? Kje pa? Kaj ne vidiš, kakva starina je? Po mojem je iz kamene dobe. Ne, se snijeda. Kaj za može za nasmrti? Nehaj ta. Meni se zdi carski. Poglejta te napise. Verjetno je prepotoval več sveta, kot ga postavila v celem življenju. Kaj pa, če ga odpremo? Mogoče ima prav. Tako bomo vedeli, če ga je kdo pozabil. Ali pa je res samo še za usmeti. No, kaj je sedaj vidva frajerja? Ne upata si ga odpreti. Brcala sta ga pa lahko. Če se bojita bombe, vama moram povedati, da jo bi že raznesla, ko ste ga tako brcala naokrog. No, prav, jaz. Špela, strah me je. Zarja, počakaj. Mami me kliče, adijo. Počakajte, kaj ste taki strahopeci? Ideje imam, dajmo se tam skriti, pa pogledamo, kaj je notri. Kot da vas ne zanima. Pa mislite, da je to prav? Charles Dickens Oliver Twist. To pa poznam. V šoli smo imeli za domače drame. Kdo je Oliver Twist? Deček, ki je bil v sirotišnici, ker so se zelo grdo ravnali. Potem sem pa gledala film, samo na koncu se pa vse srečno konča, kaj ne? Ja, Manca, se. Poglejmo knjigo, če so mi kakšni dragoceni dokumenti. Ja, pokaži. Prosim, gospa, ali lahko dobim še? Kaj? Ali lahko dobim še? Še? Kako ti je ime? Oliver. Oliver, Oliver, lovite ga, držite ga!
teater umetnost. To je tak čaroben kovček. Se ne boš polula, hlače mama. Nehajmo se prepirati. Raje pogledamo, kaj je še v kovčku. Kitaro, Kaj ti bo to? da bomo lahko peli skupaj. Mi ne pojemo. Seveda pojete, vsi pojejo. Katere pesmi poznate? Mi ne poznamo nobene pesmi. Ne. Ne. No, potem pa vem, ki moram začeti. Na začetku. Pa dajmo začeti od začetka, tako nam bo lažje šlo. Kadar bere začneš s, A, B, C. kadar poje začneš s do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Zapomnili smo si note tri. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Dom je hiša, kjer živim, z njim se šopiri pav. Mi smo midva, on in vi, fant, ko kmalu boš postal. Zove morski diamant, glas zapojemo glasno. Ti postajaš muzikant, pa smo spet prišli do je hiša, kjer živim, z njim se šopiri pav. Mi smo midva, on in vi, fant, ko kmalu boš postal. Zove morski diamant, glas zapojemo glasno. Ti postajaš muzikant, pa smo spet prišli do Je hiša, kjer živim, mi se šopiri pav. Mi smo midva, on in vi, fant, ko kmalu boš postal. Zove morski diamant, glas zapojemo glasno. Ti postajaš muzikant, pa smo spet prišli do re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, do. Rol, lahko noč. Čakaj, Eliza. Ja? Ni ti treba reči lahko noč samo zato, ker je že tvoj oče doma. Kako pa veš, da imam oče že doma? Imam svoje načine, da izvem stvari. Čudovici. Ne, nisem. Ja, pa si. Kako bi sicer že 2 dni naprej vedel, da bo šel na danes prinesel telegram za mojega očeta? Poglej, tvoj oče vsako leto dobi na ta dan telegram od sestre za rojstni dan. No, vidiš, da si čudovit. Lahko pridem spet jutri zvečer. Kako pa veš, da bo šel na jutri spet moral prinesti telegram za nas? Lahko pridem po pomoti. Recimo, prinesem telegram za generala Schneiderja, ki je 2 dnevoma prišel iz Berlina. Ampak tega slučajno ne povej svojemu očetu. Zakaj pa ne? Zato, ker je tvoj oče zelo avstrijski. Ja, pa smo vsi Avstrijci. Ja, res je, ampak nekateri mislijo, da bi morali biti Nemci in so jezni na tiste, ki ne mislijo tako. Veš, pripravljajo se na... No, upam, da tvoj oče ne bo zašel težave. Ne skrbi za mojega očeta. Ima medaljo za pogum. Se me ne skrbi zanj. Za koga pa? Skrbi me za njegovo hčer. Zakaj pa? Koliko si stara? 16. Kaj pa je narobe s tem?
stojiš deklica na razpotju sanj in čakaš na usodo. Tvoj svet, deklica, še prazna stan, popisali jo bodo. Maših 16, skorajda 17, čas je za tvoj sijaj. Deklica pridna, bodi previdna, čakaj te marsikaj. Maših 16, skorajda 17, moški že čakajo. Leti tvorilci, vdani častilci, da te zapeljejo. Ti pa si nepripravljena na drzen moški svet. Plašna si in zasanjana, kot neutrgan cvet. Potrebuješ zrelo osebo, da ti odpre oči. Star sem 17, skorajda 18, mirno zaupaj mi. Listen! Jakob je imel 12 sinov. Najrajši je imel Jožefa, zato mu je podaril pisan plašč. Ker pa so bili njegovi bratje zaradi tega ljubosumni, so ga nekega dne vrgli v vodnjak. Takrat je mimo prišla trgovska karavana.
Bratje so Jožefa potegnili iz vodnjaka, ga prodali karavani, očetu Jakobu pa rekli, da so ga požrle divje zveri. Kjer ga je kupil dvorjan Potifar. Jožef je posle služil poveljniku telesne straže. Ker pa se je poveljnikova žena zlagala, da je hotel Jožef škodovati, so ga vrgli v ječo. Izvedel, da zna Jožef pravilno razlagati sanje, ga je dal poklicati k sebi.
Edita, prej kot bomo pri mlaki, prej bomo lahko odšli. Kam pa grem zares? Za pokopališče slonov. Wow! Za sum. Kako se bo vas zdebila tega pomparja? No, poglej vaju, vsa vanika lisema ljubezni. Vajni starši bodo zagotovo navdušeni. Zdaj sta si namenjena. Kaj sva si? Obljubljena, zaročena. Nekega dne se bosta poročila. Ne moram se poročiti z njo. Ona je moja prijateljica. To bi bilo pa res čudno. Nimate druge možnosti. To izročilo se prenaša iz roda v rod. Ko bom jaz kralj, bom to izročilo ukinil. Ne dokler sem jaz tu. V tem primeru si odpuščen. Dober poskus, le kralj me lahko odpusti. No, on je bodoči kralj. Ja, torej mi moraš ubogati. Ne še. In s tem odnosom bo še prav pomilovanja vreden kralj. S tem se pa ne bi strinjal. Vsak čas s slavom levi kralj, pomočenih naživ. Odkaj velja ta levi kralj, je muhast in igriv. Pogaši patski svet, ko zdaj živi in bil. Ko bi potem imeti mir, bom glasno za njo pel. Da zdaj moj spih daj ne šal. Komaj čakam, da kratko postal. Če ti ne dečnari, Teče po desni šal. Ne zmari. je to svoje. Zdaj pa poslušaj. Sada me zanuje, vrza se bom le igral. Tako ne gre. To pusti lahko me rešal. Prišel je čas, da tista prasta tiče na svet. Če boš taka res ti si ga razumel. Ko bosta kaj špičila, me prosim, ne iskaj. Ker res ne mislim vsakič znova teh kulcev reševati. Mladiči spod peruti bo zbežal. Komaj čakam, da kratko postal. Vsi pogled na levo, bodi pa mami, jaz sem ga hval. Ne še. Vse
posnet po knjigi Skrivnostni vrt. Takole gre. 10-letna deklica Marija živi osamljeno življenje v Indiji. Po izbruhu kolere izgubi oba starša in jo pošlje v bogatemu sorodniku v Anglijo. Trmasta, razvajena in radovedna Marija se kmalu privadi novemu okolju. Ker se sorodnik ne zmeni veliko zanjo, je prepuščena sama sebi. Marija kmalu prične odkrivati svojo novo okolico in pri tem naredi na Skrivnostni vrt. Presenečaš. Za nagrado lahko spet pogledate kovček. Ima bometno rožo, to nikdar ne umre. In robček stare mame, če daj solze tekte že. Ni važno, kaj so rekli, ni važno, kaj storili, ni važno, kaj učijo, jih vidimo v srce. Czekaj, co
in ga odnesla tja, kjer smo ga našli. Zagotovo ga je kdo pozabil, ampak pridi, Zarja, pozno je že.